Vseživljenjskega učenja skupaj s parado učenja je v mesecu maju zaradi znane situacije odpadel, a če je kdo mislil, da tega letos sploh ne bo, se je motil, so dejali v slovenjgraškem javnem zavodu MOCIS. In res so tudi letos, a na malce drugačen način in na drugi lokaciji kot sicer, pripravili parado učenja in z njo pokazali, kako pomembno je nabiranje znanja v vseh obdobjih našega življenja. Z učenjem namreč spodbujamo radovednost in na ta način ostajamo čili in v dobri kondiciji še v naših zrelih letih. S tem pa je cilj vseživljenjskega učenja dosežen. In namesto virusa korone se širi virus učenja. Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in letos potekajo že 25. Leta 2012 pa so v okviru evropskega projekta Uresničevanje prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih pričeli s parado učenja, ki je osrednji dogodek v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Ta teden resnično pomeni druženje, ta komponenta postaja vse pomembnejša, zlasti v današnjih časih, seveda pa tudi odpiranje, ozaveščanje o pomenu učenja, o priložnostih, ki so ljudem na voljo na slehernem koraku, ne samo v šoli, daleč od tega, ampak na delovnem mestu, ki itak terja stalno prilagajanje in pridobivanje novih spretnosti, predvsem pa v zasebnem življenju, v družini, v krajevni skupnosti, v mestu, družbi kot taki, so izzivi veliki in se je treba marsičesa tudi naučiti. Veliko je stvari, ki jih ne znamo in jih morda zaradi tega počnemo napačno, v družini recimo, pri vzgoji otrok in podobno. In pri tem nam lahko pomagajo strokovnjaki, pa tudi drugi ljudje s svojimi izkušnjami. Tako da je teden ena izmenjava znanja, vedenja, modrosti. Nosilec izobraževanja odraslih v mestni občini Slovenj Gradec je javni zavod MOCIS, ki je znova pripravil parado učenja, ki je največji festival učenja. Čeprav bi morala biti maja, je letos jeseni, saj v letu 2020 prav nič ni tako, kot je bilo v prejšnjih letih. Ja, to leto 2020 je res prineslo take in drugačne dogodke, ampak mi se ne damo. Parada je sicer v jesenskem času, ampak glede na to, kako sonce nas je danes pričakalo, mislim, da je še boljše morda. Imamo 20 stojnic, ampak to je bilo potem povezano tudi z temi ukrepi, a ne koliko jih lahko imaš na nekem prostoru z razdaljo. Tako da nekako se je poklopilo, naredili smo, kar smo lahko v teh razmerah. Parada učenja je v sredo potekala v 14 mestih v Sloveniji. Se moraš v bistvu prijaviti in jo tudi pridobiti s programom in prepričati komisijo, da nekako si zaslužiš. Je pa to v bistvu največja promocija, poleg tedna vseživljenjskega učenja, da spodbujaš ljudi, da je vseživljenjsko učenje dejansko res neka nuja, neka potreba in da te ohranja mladega. Veliko k temu dodajo z njihovo univerzo za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje, bom pa rekla, je pa moj zaklad, no. Morda zato, ker že tudi sama kar nekaj let že spadam tja, zato tja se vključujejo tisti, ki smo stari nad 50 let. Jaz rečem temu lepa srednja leta. Živi zdaj 6. leto. Ustanovili smo jo takrat nekoliko po svoje prestrašeni, ker nismo vedeli, ali se bo prijela. Potem na začetku so spraševali, kaj je univerza, mi starejši na neko univerzo bomo hodili, ampak dejansko to je v bistvu druženje, učenje starejših, zato da jih ohraniš v kondiciji, zato da nekaj počnejo, zato da ne ostanejo doma. Tako da mislim, da je to kar področje, ki se nam zdaj širi. Vsako leto imamo sicer tam okrog 160 udeležencev, ki se vpiše, ampak nekateri v več programov, 20 programov jim ponujamo in bom rekla, nekako to je eno tako druženje, sodelovanje, prijateljevanje in pa tudi sami člani prihajajo z idejami in zanimivo, ne, zdaj je korona, starejši so ogroženi, ampak ti starejši nas kličajo in pravijo, no, bomo letos tudi začeli, vse ok, oktobra se vidimo in 6. oktobra imamo otvoritev študijskega leta in potem naprej. Na paradi učenja pa smo lahko videli, s koliko organizacijami pravzaprav sodeluje MOCIS in da izobraževanju odraslih na različnih nivojih in področjih posvečamo vedno večjo pozornost. Odzivi so zelo dobri. Vsako leto razmišljamo, kaj bi letos naredili, da bi bilo spet nekaj posebnega, da bi ljudje prišli, da bi jih stvari zanimale. In dejansko se vedno spomnimo kako noviteto in ljudje prihajajo. Tako da mislim, da
postaja vedno bolj to neka stalnica v Slovenj Gradcu in tudi splošno zavedanje o pomembnosti nekega vseživljenjskega učenja, da postaja na neki višji ravni. Sodelujoče so pridobili z lahkoto. In tudi letos ne, prav presenetljivo. Razmišljali smo na Mocisu, da partnerji ne bojo želeli biti na paradi, ne bojo biti želeli na stojnicah, se izpostavljati, ampak ne, z njihove strani je bil izražen interes in prav pričakovanje stojnice bojo, in tako sploh nismo imeli izbire kot kaj drugega, da to preprosto realiziramo, tako ali drugače. To pomeni, da si ljudje vendarle želijo tudi tovrstnega druženja. Ja, mislim, da letos prav posebej si ljudje želijo nekega druženja, srečevanja, sploh tako, kot si lahko privoščimo pri paradi učenja, ki glede na vreme še poteka zunaj, da se lahko bolj sproščeno družijo, kot pa nekje v zaprtih prostorih. Tako da mislim, da je to kar nekaj, kar ljudje si želijo, cenijo, potrebujejo, je znanje in seveda druženje vrednota. In tokratno druženje je letos potekalo na dvorišču dvorca Rotenturn in ne v mestnem jedru kot prejšnja leta. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je bil tega vesel in je čestital Mocisu za odlično pripravo parade učenja. Ja, parada učenja je res stalnica. Tudi v našo mestno občino pride nemalo, izobraževalnih ustanov, ki se predstavijo, pokažejo, kaj vse delujejo, prihajajo iz celotne Koroške. Še posebej pa smo ponosni na tiste, ki delujejo v naši mestni občini in tudi teh je nemalo. Bili smo priča danes, koliko stojnic je bilo v atriju graščine Rotenturn, ko so predstavili, katere vse programe izvajajo in kateri so vse njihovi udeleženci, njihove osebe, ki grejo skozi te programe. Gre za kar razširjen projekt na državnem nivoju, nekoč je bil to teden vseživljenjskega učenja, danes gre že za tedne vseživljenjskega učenja. To pomeni, da se tudi sami programi in kot taki zelo širijo v teh javnih zavodih in da je v enem tednu že skoraj da nemogoče vse pokazati, s čim vse se ukvarjajo in kaj vse ponujajo, in prav je, da smo tudi v letošnjem času, čeprav v tej situaciji, uspeli to prireditev izvesti, pokazati našim občankam in pa občanom, in obisk je bil odličen, ponudba je bila dobra in mislim, da je bil en zelo simpatičen pa lep dogodek. Ki so ga ob številnih nastopajočih popestrili tudi najmlajši iz slovenjgraškega vrtca. Ob tem pa so nam povedali, kaj vse pa že oni znajo. Jaz znam se igrati, rezati jabolka. Res? Kdo še kaj zna? Jaz pomagam kuhati. Kuhaš? Kaj pa že kuhaš ti? Vse. Vse kuhaš? Kaj pa najraje kuhaš? Zeljno solato. Zeljno solato. A še kdo kaj zna delati? Kaj pa ti znaš? Jaz znam risati. Res? Kdo te je pa naučil? Sam. Zakaj se pa moramo učiti? Zato, da lahko kaj za mamico naredimo. Res? Mami vedno pomagam palačinke kuhati. Jaz nam s Tristanom pomagati delati robota. Kdo te je pa to naučil? Tristan. Zakaj pa se moramo učiti? Zato, ker da kaj znamo. Res je, in potreba po znanju nikoli ne zamre, in tako je tudi prav. Tako je v okviru slovenjgraškega večgeneracijskega centra nastal tudi pevski zbor, ki je seveda tudi popestril dogajanje na sredini paradi učenja, ki je minila v prijetnem vzdušju, k čemur so kar nekaj dodali tudi topli sončni žarki. In tako so okrog sebe širili virus učenja, za katerega pa upajo, da je kar najbolj nalezljiv.